Zato bi iz posebnega uvajanja pozval prvega referenta, profesorja dr. Dušana Nečaka, rednega profesorja v pokoju, to je najnovejše, Filozofske fakultete, Amerika za zgodovino. Govoril bo o najvažnejši vojaški figuri Soške fronte, torej feldmaršalu Svetozarju Borojeviču. Debojn, prosim. Hvala lepa za besedo, predsednik, dragi kolegice in kolegi. Za današnjo priložnost se mi je zdelo oportuno, da organizatorjem predlagam, da na telegrafski način poskušam prikazati nekaj podrobnosti, za marsikoga nekaj podrobnosti, za mene ne, ki so se mi porodile ob poletnem sledenju in raziskovanju problematike, ki jo delovno imenujem feldmaršal Svetozar Borojevič. Zato mi dovolite, da kar začnem z imenom. Vsi ali pa velika večina nas je poznala ali pozna znamenitega feldmaršala v mnogih kriterijih, enega najpomembnejših, če ne sploh najpomembnejšega in najbolj sposobnega vojskovodjo, tako na Karpatski fronti kot na Soški fronti, pod imenom Svetozar Borojevič von Bojna. Naj že tu takoj na začetku pristavim lovček in rečem, da je to poimenovanje, če sem milim blag, na pol točno, če sem pa odločen, pa rečem ne točno. Zato, ker je bil Svetozar Borojevič plemič iz ogrskega stanu in zato mu pritiče prefiks de, torej Svetozar Borojevič de Bojna. Nadaljujem pa seveda za tisto večno temo, ki jo mnogi, ki ste se spoznali z Borojevičem, zelo dobro poznate, namreč dilemo, ali je bil Srb ali je bil Hrvat. Seveda, hrvaško zgodovinopisje praviloma ga opredeljuje kot Hrvata, kajti rojen je na Hrvaškem, o tem najbrž ni nobenega dvoma. Srbsko zgodovinopisje, zlasti Srbi iz Krajine, ga označujejo in si ga lastijo kot svojega. Treba pa je biti previden pri takih delitvah oziroma pri takih avtoritativnih trditvah. Nesporno je, kot sem rekel, da je človek bil rojen na Hrvaškem in da se je sam, zlasti v času Prve svetovne vojne, poimenoval oziroma prišteval k Hrvatom. On je rekel, da je Hrvat. Na drugi strani pa ne moramo mimo dejstva, da je bil rojen v pravoslavni družini. Družini pravoslavnega častnika Adama Borojeviča, doma iz Knjezovalov, tudi v Krajini, in da je bil tudi krščen v cerkvi pravoslavne veroizpovedi. Seveda, tisti, ki trdijo, da je Hrvat, pravijo, da je veroizpoved v tistem času pomenila samo veroizpoved in ne tudi pripadnosti, ni determinirala pripadnosti k etnične pripadnosti. No, mi smo pa vendarle v drugi polovici 19. stoletja, kot veste, Borojevič je bil rojen leta 1856, in to je že čas, ko se oblikujejo nacionalizmi oziroma nacionalne identitete in mnogi, ne bom rekel, da vsi, ampak mnogi, ali celo večina, so se povezali na ta način, da so rekli, pravoslavje je enako srbstvo, katolicizem je enako hrvatstvo. No, poleg tega, da ga del zgodovinopisja opisuje kot, oziroma prišteva k Srbom, drugi del Hrvatom, je pa še nekaj vmesnih variant, ki jih najdemo zlasti v literaturi, jaz se ne bom našteval. Denimo, da je bil
krajičnik. To recimo trdi, oziroma je zapisal moj dragi kolega in prijatelj Drago Roksandič, ki pravi, on je bil zlasti krajičnik. Potem so drugi, ki pravijo, bil je Avstrijec v prvi vrsti, kar bi mogoče držalo vodo, če bi v 19. stoletju že bil formiran avstrijski narod, vemo pa, da temu ni bilo tako. In potem so še tretji, med njimi naša kolegica Petra Solša, ki mislim, da zapisala, da je bil to človek brez domovine, kar bi tudi moglo držati, oziroma ker je tudi možna interpretacija. Vsekakor se mi zdi, da bi ga bilo bolj vredno, tako kot recimo Jana Švajcer, bolj vredno prištevati v srbski del kot v hrvaški del. Nesporno je pa jasno, da, kot rečeno že na tretjič, da je bil rojen na Hrvaškem in da je bilo logično, vsaj po moji pameti, da se je v času, zlasti v času prve svetovne vojne deklariral za Hrvata in ne za Srba, saj na koncu njegova armada je bila v vojni, njegova država je bila v vojni s Kraljevino Srbijo. Naslednja dilema, ki se postavlja, oziroma napaka, ki jo, ali pa tudi ne napaka, no, ki jo najdemo pri temeljitejšem raziskovanju njegovega življenja, je rojstni kraj. V literaturi, tudi v enciklopediji boste našli, da je rojen v Umetiču. To je majhen kraj, majhna vasica v Krajini, blizu Kostajnice. Ko pa greste bolj natančno pogledati in greste recimo danes v ta kraj, videli ste že, da kar ne teče, prosim. Ste videli tam kraja Umetič sploh ni. Je danes, je kraj Umetiči. Ampak tudi ta kraj je za mnoge raziskovalce sporen, kajti rojen naj bi bil v hiši, ki jo zdaj tule vidite. Ta hiša pa ne stoji v Umetiči, ampak stoji v kraju, v majhnem zaselku, ki se imenuje Mečečani, kjer je tudi ta cerkev, vidite, kjer je bil Vojda, domnevno krščen Borojevič. Zakaj so možne te dileme, zakaj ni možno reči, tam je bil rojen in takrat je bil rojen? Enostavno zaradi tega, ker matičnih knjig ni, jaz sem se sam potrudil, šel na kraj sam, v Kostajnico, kjer je sedež pravoslavne parohije in teh matičnih knjig ni, tako da iz matičnih knjig ne moramo ugotoviti, ne kdaj je bil rojen, ne kje je bil rojen. In zdaj smo že pri naslednji dilemi, namreč, kdaj je bil rojen. Običajen datum, ki ga najdemo zapisanega, je 13. december 1856. Vendar tudi ta datum prav ne velja čisto, kajti v literaturi in pri njegovih biografih se pojavljajo še datumi 23. november oziroma 2. december. Zakaj se je večina historiografije odločila, da so Mečečani njegov rojstni kraj? Zato, ker so eno najbolj poglobljenih študij o življenju Svetozarja Borojeviča je napravila družba braća Hrvatskog Zmaja, ki je hotela dati spominsko ploščo na njegovo rojstno hišo. In potem so reseržirali in končno prišli do tega, da je to ta hiša, ki ste videli na sliki, in to v kraju Mečečani. Zgodba naj bi bila takala. Rojil se naj bi v hiši številka 7, ki je bila last Damjana Borojeviča. Mimo grede v oklepaju tudi povedano, zelo blizu teh vseh vasi je vas, ki se imenuje Borojeviči. V tej hiši je namreč imel njegov oče, kot sem rekel, podčasnik 4. umetičke čete, no se to je nepomemben podatek, sedež in v tej hiši naj bi se rodil
feldmaršal, kasnejši feldmaršal Borojevič. Naslednja dilema oziroma korektura, ki se jo dovoljujem, je, kdaj je bil Svetozar Borojevič poplemeniten. Ni namreč sporno, da je njegov stan, plemeniti stan, bil pogojen z dodelitvijo oziroma z odlikovanjem, ki ga je dobil, to je odlikovanje reda železne krone 3. reda, ki za sabo potegne, oziroma zaradi katere lahko dobi plemiški stan. Ta red železne krone 3. reda je Borojevič dobil leta 1902 in od tod je bil postavljen sklep, češ takrat je bil poplemeniten. No, jaz sem šel nekoliko globje v to problematiko in v uradni ogrski Liber Regius, torej knjigi kraljev, je jasno zapisan, tu ste največ opazili, ste videli, da to je grb njegov, zdaj mislim, da bo hitro prišlo do njegovega dokaza, no, to je ta original, oziroma fotokopija originala, da je bil poplemeniten, da je bil povzdignjen v plemiški stan 2. maja leta 1905. In potrditev, da je ta navedba točna, čeprav mislim, da je nedvomno, da je treba verjeti takemu veru, najdemo tudi v uradni knjigi, uradni knjigi reda, vojaškega reda Marije Terezije, kjer dobimo isto letnico. Morda najbolj razburljiva ali pa dejstvo, ki je najbolj razburjalo historike, pa mene tudi, je, ali je bil baron ali ne. Če greste, vidim, da tamle sedi moj kolega in prijatelj, profesor Rozman, bila sva velikokrat to naredila in sva šla na centralno pokopališče na Dunaju. In če greste v te znamenite arkade Luegerjeve, prva niša, ki jo tu vidite, grob številka 61 na levi strani. Grob številka 61 je grob družine Borojeviča, oziroma Svetozara Borojeviča, njegove žene, njegovega sina. Njegov sin je tragično preminul, se je utopil v Dravi v Mariboru leta 1918, medtem ko je gospa baronesa umrla šele leta 1963. Kar pomeni, da bi se naj, po tistih, ki trdijo, da Borojevič ni bil baron, da bi se naj vsi trije kitili z tujim perjem. On, da je bil baron, kajti na grobu ste videli, piše, da je baron, ona, da je baronesa in tudi mladi Fritz naj bi bil tudi baron oziroma naj ne bi bil baron. No, vsa ta zgodba je povezana, tesno povezana še z eno njegovo dejavnostjo, ali še z enim njegovim dogodkom. Namreč Svetozar Borojevič je bil odlikovan, kot veste, z najvišjim odlikovanjem v avstro-ogrski vojski, vojaškim odlikovanjem, redom Marije Terezije. Ta red Marije Terezije je imel 3 stopnje. Mnogi največ to zelo dobro poznate. Prva stopnja je bil viteški križ, druga stopnja je bil poveljniški križ in tretja stopnja je bil veliki križ. Z tem, ko je nekdo dobil križ poveljniške stopnje, je lahko pridobil naziv barona. Eden od njegovih Borojevičevih biografov, Vinko Avsenak, je napisal enkrat v enem članku, da je bil on tako ničimeren, malo parafraziram, da je bil tako ničimeren, da ni hotel biti baron, ampak je hotel biti grof. In ker mu niso hoteli dati, ker mu niso
dali grofovskega titla, nimel pač nobenega. Jaz sem se pozanimal tudi v mađarskih, danes mađarskih arhivih, kako je s to problematiko, tudi od pristojnih mađarskih, budimpeštanskih in dunajskih, ker dunajski Krigsarhiv ima tudi oddelek za Ogrsko, sem dobil odgovor, da nikjer ni zapisano, da bi bil Borojevič baron. To pomeni, da ni bil baron. Vendar ta odgovor ni, ki sem ga jaz dobil uradno, ni z ničemer dokumentiran. In tudi ni dokumenta, ne da ni bil baron, ne da je baron, ne da je prosil za baronstvo, pa da ga ni dobil. Skratka, ta dilema, ta neznanka bo ostala najbrž še dolgo skrita. Rekel sem, da je njegovo baronstvo povezano z Marijo Terezijo oziroma z vojaškim nedom Marije Terezije. Po pričevanju njegovih sodobnikov, njegovega prijatelja Folgarja, naj bi bilo rečeno Svetozaru Borojeviču, da naj zaprosi za viteški križ, torej za prvo stopnjo, že po njegovih uspešnih bojih na Karpatih, ker njama všemi se ni tako. Tega takrat ni storil. Ko pa je bila izbojevana, oziroma ko so rekli, da je on izbojeval 10. soško bitko, leta 17, je pa dobil drugo stopnjo, to pomeni križ, kot so rekel, poveljniške stopnje. Pri tem se je pa zgodila po nekaterih napaka, po drugih pa neko častno dejanje, namreč, da ni bilo to odlikovanje podeljeno po kriterijih, po zapisih, po pravilih, kakršna so veljala za vojaški red Marije Terezije. To pa med drugim pomeni, da mora dodati kapitel tega reda in da mora biti podeljen na dan svete Terezije. Cesar Karel pa je, če malo poenostavim stvari, vzel odlikovanje, šel na občine pri Trstu in tam dekoriral Borojeviča s tem odlikovanjem. Zakaj to pripovedujem? Zato, ker je ta red Marije Terezije, ki je v 30 letih bil obnovljen kot Stiftung, rečejo Nemci, torej kot ustanova, ta red Marije Terezije je, recimo temu, ugotovil napako pri podeljevanju tega reda, tega njegovega odlikovanja, vsega skupaj so 4 dobili v času Prve svetovne vojne, od teh je bil prvi Borojevič, ki je dobil ta red. Da ni bilo po pravilih to dano in so mu še enkrat so mu dali odlikovanje, vendar to pot, to je bilo na leta 31, to pot nižje stopnje, torej viteški križ, kar pomeni, da je bil edini od nosilcev teh odlikovanj, ki je dobil najprej visoko, pa potem ta nizko. Predzadnji problem, ki ga bom načel, je moram početi. Bom tako začel. Torej predzadnji problem, ki ga bom načel, je, kot dobro veste, je bil on proglašen za častnega člana mnogih mest, med drugim tudi Ljubljane. In ko je dobil to častno meščanstvo, je odpisal županu v pismu, ki ga bom samo en stavek citiral: dolgoletne vezi me povezujejo s to visoko spoštovano kulturno znamenitostjo, namreč Ljubljano. Pred 43 leti se je tu začela moja vojaška kariera. Pred 2 desetletjema sem tu stopil v polk.
v vrstah katerega je služila in tako naprej. Skratka, to je tudi nekaj, kar je ostalo vsaj zame enigmatično, kajti v 17. pešpolku za ta pešpolk gre, on v Ljubljani ni vstopil, kako je bilo z njim, kaj je zdaj res in kaj ne, je pa seveda stvar nadaljnjih raziskav. In končujem s tem, s čimer bi pravzaprav moral začeti. On je postal znamenit kot junak, kot Löwe von Isonzo, torej kot lev iz Soče. Krleža je pa v enem, Miroslav Krleža je pa v enem od svojih krokijev ali novel, ki ima naslov ali pa eseju Pijana novembrska noč 1918, napisal zelo ostro in hudo kritiko na njegov račun, češ da namesto, da bi bil na fronti, se je zabaval z eno grofico nekega pratežnega oficirja. Hvala lepa.